moja dolgoletna načelna stališča glede svobode medijev poznate. Svoboda medijev je konstitutivnega pomena za demokratično življenje. Kot veste, tudi iz mojih ravnanj, menim, da se mora politika, kolikor je mogoče ali docela, vzdržati komentiranja medijske krajine, kolikor je poklicana, da ureja regulacijo skozi medijsko zakonodajo, takrat lahko o tem seveda tudi dolžnost pregovori in to uredi, sicer pa naj se v uredniško in drugo politiko ne vmešava. Večkrat sem tudi že rekel, da si želim, da se spor za Slovensko tiskovno agencijo uredi. Slovenska tiskovna agencija je pomembna, ima pomembno agencijsko poslanstvo in si želim, da bi bilo to čim prej urejeno v dobrobit vseh nas. Nazadnje smo preko nje tudi pomembno obveščenje o pomembnih zadevah doma in v tujini. Želim si, da Slovenija ne bi bila predmet razprav v Evropskem parlamentu, zlasti ne o svobodi medijev. Mislim, da si moramo vsi prizadevati za to, da zdaj osredotočimo, in to je bistvo mojega odgovora, našo pozornost na zadnji finalni del soočenja z COVID-om, da se morda manj v tej zelo občutljivi fazi soočanja z njim, manj ukvarjamo z nekaterimi stvarmi, ki niso bistvene, nujne za urejeno življenje med krizo in zlasti po njej, da poiščemo med nami tisto, kar nas povezuje in ne tisto, kar nas razdružuje in glede tega rečem na koncu še eno pomembno stvar. Kot sem vam že prej dejal, je bila moja ocena, obstaja moja ocena, da bi ob večji politični enotnosti, ob večjem sodelovanju, morda še lažje in uspešneje ukrepali v soočanju s COVID-19. Tukaj mislim predvsem na to, da neko splošno razpoloženje ni imuno za politične razdore, ki jih lahko ljudje opazujejo. Če bi tukaj politika uspela dati nekaj več v prid sodelovanja, se mi zdi, bi se to zelo obrestovalo v nekaj splošne razpoloženje. Tudi avtoriteta sporočenih priporočil in ukrepov ni verjetno bila, tako si mislim, večja. V tem smislu, ne glede na kritike, ki sem jih deležen, ostajam velik zagovornik sodelovanja. Glejte, mi ne sodelujemo zato, ker imamo enaka stališča. Mi sodelujemo zato, ker imamo različna stališča. Različna stališča so imanentna v vsaki demokratični pluralni družbi. Tudi pri nas in zlasti v takem občutljivem obdobju je to seveda razumljivo. In na to sta zdaj lahko dva odgovora. Eden je, da si nasprotujemo. Tudi to je legitimno. Drugi je, da sodelujemo. Jaz sem bil, ostajam in bom velik zagovornik sodelovanja. In to ne zato, ker se strinjamo, ampak zato, ker se v marsičem ne strinjamo, smo pa dolžni, zaradi ljudi, ki jim vsi služimo, storiti vse, da pridemo do tistega, kar nas vendarle toliko povezuje, da gredo stvari naprej in ne nazaj.